Asimina. To je novo drevo, ki raste v Sloveniji, pri nas, pri Baznikovih v Krški vasi od leta 2000. Imamo posajenih več sort. To je izredno odporno drevo, prinese velike minus zimske temperature, škropljenje ni potrebno, vzdrževanje ni potrebno, drevo se samo oblikuje, eno leto dela veje sever-jug, drugo leto vzhod-zahod, ima ekološke plodove, ki zorijo v septembru in oktobru postopno, tako da imajo pa poln okus spominja na ananas, mango, banano, je raztopno, polno vitaminov, mineralov, drevo, plod ima tudi na notranji strani koščice. Ko je plod na otip mehak, takrat je zrel, ali če pade sam iz drevesa, takrat je užiten. Stoji kar nekaj časa, lahko ga damo tudi v hladilnik, plodovi zorijo, kot sem že rekel, v septembru in oktobru, tako da imamo na več časa. Sadike drevesa asimine, to so različne sorte. Dobro je, da je več sort posajenih zaradi križnega opraševanja. Pomembno je pa tudi to, da so sadike cepljene, ne vzgojene semena, ker potem je vprašljiv rod, plod in debelina ploda in okus ploda in tudi rodnost. Tako da je najbolj sigurno, da se posadi cepljena semena. Res, da raste prva leta bolj počasi, dokler se ne ukorenini, potem pa, ko se ukorenini, začne pa izredno bujno in lepo rasti. Vsako potem napravi v aprilu lepe vijoličaste cvetove, iz enega cveta se potem razvije tudi lahko več plodov. Tu je 5 plodov, tu so trije plodovi z enega cveta. Tu so 4 plodovi z enega cveta, lahko je en plod, potem lahko sta 2 ploda. V letošnjem letu 2019 so te asimine izredno bogato zarodile. Tako da imamo polno plodov, nekaj plodov je že palo dol, nekaj smo jih že pobrali, nekaj smo jih že porabili. Tako da je leto 2019 fantastično leto za asimine. Kot pravim, vsako leto rodijo, ampak letos 2019 so še najbolj bogato obrodile od leta 2000. Tako da smo kar presenečeni z nastavkom ploda, z debelino ploda, z količino ploda. Okus, kot pravim, je ekološko predelan plod, tako da ker nima škodljivcev, nima bolezni, tako da ni potrebno nobeno škropljenje, nobena zaščita, samo sadiko posadiš, jo primerno vzgajaš in potem tudi bogato v septembru in oktobru nas obdaruje z plodovi. Plod z notranje strani je kremast, ima nekaj koščic, koščice se odstranijo. Sam uporabim plod, ko ga prerežem, ga lahko tako jem, lahko ga olupim, lahko ga z žličko pojem. Uporabljamo za sadne kupe, za sladoled, zamrznemo maso, tako da je potem za zimske dni. Najboljše je pa pojesti plod, ko ga otipaš na pritisk prstov, da se ugrezne, ti plodovi še niso zreli. Ko je plod malo bolj zrel, se začne spreminjati barvo iz zelene na svetlo zeleno oziroma malo rumeno. In takrat tudi vidiš, da je plod
lahko že bo zrel. No, ta plod je na otip je že, se vidi, je zrel, tako da grejo prsti noter, se točno vidi in ta plod je že zrel. Lahko ga jemo z lupino, lahko ga olupimo. Zagriznemo in ga jemo. Brez problema. Meso je izredno raztopno, notri se že vidi koščica, koščico odstranimo in potem plod, koščice odstranimo, pojemo in plod je potem užiten. Nekateri ga olupijo, nekateri ga jejo z žličko. Ja, mi ga doma navadno pojemo kar z kožico. Tako da je užitna tudi kožica. Naš vnuk, ko je bil star 6 mesecev pa pol, je jedel prvi plod asimine, tako da je mu izredno to pasalo. Kot sem že rekel, ima izredno veliko vitaminov in mineralov in je izredno priporočljiva hrana za dojenčke in za odrasle, za vse tiste, kateri imajo radi okus ananasa, manga, banane. Ti okusi se skrivajo v tem plodu in potem, ko je plod zrel, praktično pridejo do izraza. To je isto, kot da bi jel vse 3 plodove, ananas, mango in banano naenkrat. Plod lahko prerežemo. In ga razpolovimo. Notri vidimo koščice, ki so precej velike. Tem plodi se reče tudi pav-pav po ameriško ali indijanska banana. Indijanci so uporabljali ta semena za ogrlice in za pesnice, tako da so koščico predrli, z trakom so šli prek in so nanizali te koščice in so imeli potem obešeno v zapestje ali okoli vrata. Koščice so uporabljali v zimskem času, ko so se posušile, kot sredstvo za škodljivce, za naglavne uši. So zdrobili in so namazali lasišče in so naglavne uši praktično odmrle. Ima posebno sestavino noter, ki te škodljivce uničuje. Plod asimine ima 7-krat več vitaminov in mineralov kot ostalo sadje. Zato je izredno priporočljiv za vse tiste, ki rabijo vitamine, minerale v naravni obliki. Ta plod res je fantastični po okusi in po sestavini ploda. Asimina že poleti dela cvetne nastavke, to so cvetni nastavki, ki bodo potem cveli v aprilu z šarlatnimi, rdečimi, vijoličnimi cvetovi. Iz enega takšnega cvetnega nastavka kot tu, bo se razvil lahko en plod, lahko cel klaster plodov, cel šop kot tu. To je praktično za enega cveta je nastalo 5 plodov. Naprimer, v glavnem, koliko plodov ostane gor na enem cveti, tudi potem do kraja toliko dozori. Listje od asimine, ko začne barvo menjati na zlato-rumeno, to se bo zgodilo v oktobru, sedaj smo v septembru, se bo začelo listje spreminjati na zlato-rumeno, praktično je izredno dekorativno drevo, ko je listje zlato-rumeno. Takrat, ko začnejo listje odpadati, ga potem lahko poberemo, ga posušimo in imamo drugo leto za škropivo, za koloradskega hrošča,
za nematode, za listne uši. Napravimo škropivo, suho listje zdrobimo, namočimo v vodo, počakamo, da se tale sredstvo iz ven izstopi v vodo in potem poškropimo. To je kot bioškropivo in je hitro razgradljivo, tako da ni škodljivo za okoljske druge organizme ali pa za človeka. Drugače pa rezatev pri jasemini sploh ni potrebna. Ona se sama oblikuje, tako da naredi lepo krošnjo, postopoma raste. Zdaj je jasemina velika tu že več kot 4 metre. Ta jasemina je sorte Sunflower. Potem imamo sorto Prima, potem imamo Overlace, Davis, bele, različne sorte imamo posajene, tako da tudi plodove izprobamo, da vidimo, kakšna kvaliteta plodov je, kakšni okusi so. Zorijo pa tudi različno, tako da ni vse naenkrat zrelo. Ko je rastlina asemine posajena, sploh mlada rastlina, je dobro, da se zaščiti proti soncu. To je 6., 7. in 8. mesec, ko je najhujše sonce, da močno sonce ne ožge mladih listov. Tako da jo lahko z kopreno zaščitimo. Je že september in bomo to odstranili, da se vidi, kako je asemina preživela, mlada asemina preživela asemina, ko so plodovi zreli, jih sama potem tudi odvrže, tako da jih najdemo, sploh če piha veter, jih najdemo dosti tudi po tleh. Jaz vedno namečem suhe trave pod asemino, tako da plodovi padajo na mehko, kot na polšter, tako da se ne obtolčejo.